Tako, spoštovana Ptuj-Liks publika, smo v predzadnjem delu, z nami je kandidat gospod Dejan Dokl. Poznamo ga, kot imenujemo kar takole, nekoč profesionalnega, vidnega ptujskega športnika. Bilo je treba vreči kroglo, pa je bila neka razdalja. Kakve so te razdalje? Več kot 16-17 metrov, rečemo tako. Dobro, rečemo 17 metrov. In Dejan Dokl, kot ambiciozen človek, športnik, si je zastavil cilj, da bo vrgel 17 metrov in 1 centimeter. In je bil sposoben tedne in mesece trenirati za tisti 1 centimeter, ko bi nekako v običajnem življenju rekli, pa kurc gledati ti 1 centimeter. Je tako, ampak tu je moralo biti egzaktno. Merijo na centimeter natančno. Prej smo tudi v debati ugotovili, da ti impulzi v možganih v telesu ostanejo, ki so nekoč prigarani, pridelani, privzgojeni. Torej, kako bi Dejan Dokl kot vodstveni človek to vztrajnost, da nekaj spremeni za 1 centimeter oziroma 1 odstotek, da ve, da se splača, kako bi to implementiral v dobrobit Ptuja? Ja, dejansko za idejo, ki pade na plodna tla, bom rekel, da je za to idejo oziroma pred to idejo stoji konsens vseh, ki dejansko morajo participirati, da se ta ideja lahko udejani, se splača garati. Najprej je to, da nekdo mora izraziti, se pravi priti na idejo, razširiti, se pravi postavijo se cilji, ljudje vsi, ki so v tem timu, se morajo zavedati, da je ta cilj pomemben za razvoj mesta, za boljše jutri občank in občanov Ptuja. In se pravi, ta tim, ki je nekako tisti ožji tim za ta posamezen projekt, mora seveda napeti vse moči, da se to tudi realizira. Se pravi, cilj je tisto, čemu dejansko je treba stremeti, in vkolikor je seveda ekipa prava in vkolikor je seveda vodstvena oseba, bom rekel, ima te karakteristike, da je že v preteklosti v življenju dosegala daljnoročno ali pa rečemo vsaj neke cilje, ko so bili dolga leta na mestu, ostali na mestu, da je predstavil, konkretno v tem primeru, ko si prepovedal, šlo je za rekord, zaključil sem sezono in sem se res mučil, da bi vrgal preko 17 metrov nič 6, ko je bil dejansko rekord postavljen leta 75 na moj 3. rojstni dan, ampak sezona se je zaključila z 16,96 m. In seveda sem vedel, da bo potrebno dejansko najmanj pol leta garati, da se bom lahko ponovno dokazal, in vse je bilo usmerjeno v ta cilj. In seveda ta cilj sem potem dosegel, zato pa je seveda trebalo toliko in toliko ur trenirati, se odpovedovati, ampak ko je pa enkrat bil ta cilj dosežen, pa je ta trud seveda bil pozabljen oziroma vzet kot pot do cilja. In to je tako za karakteriziranje tebe kot osebe, to zdaj tudi vsem ljudem, ti naši intervjuji so narejeni drugače kot neki TV šovi, dostkrat jaz pravim, da ta soočenja, ki jih je vse več po televizijah, vedno bolj spominjajo na neke zadeve, ki so namenjene temu, da ljudje televizijo gledajo, ne da kaj izvedo. Zato tudi tu na Ptuj-Liksu take lastnosti ljudi nekako belodanimo. In to je res tista disciplina, ko veš, če ne boš delal in če ne boš vztrajen, ne boš dosegel. To je res, tako v mojih očeh, to je res. No, atletika še toliko bolj, bom rekel, z tega vidika, ali si lahko hvaležen, ali pa dejansko je hendikep. V glavnem pri atletiki ni bližnic, oziroma so bližnice seveda, ki so, kolikor so zlorabljene, si kaznovan, ampak je egzaktno, ne? Dejansko stotinke, metri, centimetri in enostavno veš, kolikor pač ima tvoje telo potencial, da bi lahko to dosegel, pač ali boš se pravi maksimalno potrudil za ta cilj in boš ga dosegel, sicer pa je to nemogoče doseči.
Tako da ta sklop zaključimo. Dejan Dokl je v življenju že dokazal, da se je sposoben za centimetrski cilj truditi tudi pol leta in več.